Leta 1997 je Nelson Mandela rekel: predobro vemo, da je naša svoboda nepopolna brez svobode Palestincev. Ko se lotevam take videe, kot je Palestina, vojna nasploh, kjerkoli, bodisi na Balkanu, Ukrajina, Rusija, se zavedam, da tukaj vedno pride do različnih mnenj. Jaz mislim, da nobeno mnenje v vojnah ni pravilno. Noben ne bo rekel, ti imaš prav, vsi ostali se motijo in obratno. Sploh vojna v Izraelu in Palestini, to je po moje, za moje pojme, najbolj kompleksna vojna vseh časov. In tukaj reči, da ima nekdo prav in ti narobe, je greh. Jaz ne želim biti vojni analitik in govoriti, kaj bi mogla Palestina narediti, kaj bi mogel Izrael, kdo bi mogel reagirati in kdaj. Zgolj bom rekel video z neko kvalitetno vsebino, ker je toliko enega dreka na internetu, da je to že absurd. Če se kaj zmotim vmes, to je toliko podatkov. Podatkov je milijon, en teden sem se samo učil, bral, gledal videe na levem, na desnem, na ne vem kjerem polu. In če se kakšen podatek zmotim, se opravičujem. Ne takoj skakati po tipkovnicah, dajmo normalno debatirati, ker mislim, da danes to se več ne da, takoj si etiketiran, aha, ti si za muslimane, ti si za kristjane, aha, ti jih ne maraš, tebe moramo ubiti, tebe moramo to. Dajmo biti kulturni, tudi v komentarjih. Zdaj, če bi mi želeli iti, kjer se je vse to začelo, moramo iti tisočletje nazaj. In tukaj sta dve teoriji, dajmo reči teoriji. Ena teorija je ta, da na ozemlju Palestine so včasih v večini živeli Judje, nekaj muslimanov in kristjanov. So prišli Rimljani in sterali Jude ven iz Palestine. Druga teorija je ta, da je na zemlji Palestine so včasih živeli v večini muslimani, v manjšini Judje in kristjani. Zopet so prišli Rimljani in te Jude v manjšini sterali ven. Se pravi, v vsakem scenariju so Rimljani te Jude sterali iz Palestine. Kdo je živel v večini? Dajmo vprašati Rimljane. Gremo tisočletja naprej. In pridemo v 19. stoletje. V 19. stoletju se je ta sionizem je judovsko gibanje za dviganje nacionalne zavesti in bom rekel, za delati vse v tej smeri, da enkrat se dobi to judovsko državo. Pripadniki sionizma so sionisti. No in pridemo tukaj do zelo pomembne letnice in to je 1896, ko Theodor Herzl izda knjigo Judenstaat oziroma judovska država. In pazi ta dokaj grozljiv podatek. Herzl je povedal, da v roku 50 let bo na ozemlju Palestine postal Izrael. In zmotil se je samo za eno leto. V 51 letih je tam postala država Izrael. Pač, ko se že temu reče, kurja pot. Theodor Herzl ni samo pisal knjige, ampak je leto pozneje ustanovil tudi prvi sionistični kongres. Na tem kongresu so pač razpravljali, kako realizirati o viziji Herzla o judovski državi. In od tu naprej se sionizem zelo ukrepi. Postaje bolj močno gibanje, vplivno gibanje, vedno več ljudi oziroma Judov se je zanimalo za to gibanje. In ves ta sionizem, antisemitizem, po domače povedano proti Judom, sionizem, evropski antisemitizem in britanski imperializem privede do Balfourjeve deklaracije. Ta deklaracija je zopet obljuba Judom, da bo enkrat na ozemlju Palestine nastala njihova država. Zdaj, Britanci so obljubljali marsikaj, ne. Britanci so obljubljali kot Palestincem, kot Judom, da bodo naredili neodvisno arabsko oziroma izraelsko judovsko državo. Palestincem so obljubili neodvisno državo na območju Palestine, zato ker so jim Arabci pomagali v vojni s Turki, in tudi Judom so obljubili na istem ozemlju njihovo državo. Britanci so obljubljali marsikaj. No in s tem, ko se je sionizem ukrepil in s to deklaracijo, so se začele tudi prve večje migracije v Palestino. No in začela se je Prva svetovna vojna. Kamor stopijo Američan, Francoz in Britanec, tam je kri. In v Palestino je stopila britanska noga. V času Prve svetovne vojne je Britanija dobila mandat nad Palestino in dejansko skoraj polno kontrolo nad tem ozemljem. Ko so Britanci dobili mandat na Palestino, so se zopet začele večje migracije Judov v Palestino in začeli so graditi prve judovske šole,
tovarne in nastala je tudi milica. Ta deklaracija se ni ravno zavzemala za neodvisnost Palestincev in Palestinci so tako hitro ugotovili, da bodo svojo zemljo podelili drugemu narodu. In tukaj pridemo do leta 1936, ko se zgodi velik arabski upor. Tukaj so Palestinci prvič ustali proti britanski kolonialni vladavini. Palestinci so v tem uporu bili zelo nasilni do Palestincev kot sionistov, ki so takrat imeli nadzor nad Palestino. Ta upor je trajal vse do leta 1939. Preteklo je ogromno krvi, kot na eni, kot na drugi strani. Ta ustaja je bila zelo nasilna in krvava. No, ko se ta ustaja konča, so imeli Britanci nekako dovolj vsega tega nasilja in so, pa dajmo reči, izdali white paper. To je dokument, kateri govori o tem, da bodo Judje kot Arabci živeli v neodvisni Palestini in si bodo vse delili. In ta papir je sprožil prvi konflikt med sionisti in Britanci. Med sabo so se začeli pobijati in zopet je tekla kri. In medtem, ko so se sionisti in Britanci med sabo streljali in ne vem kaj vse počeli, so nehote najebali tudi Palestinci. In potem se zgodi druga svetovna vojna. Podatek, ki ga ne smemo pozabiti nikoli in nikdar, je to, da v času druge svetovne vojne je 6 milijonov Judov izgubilo svoje življenje v nemških taboriščih. Vsi Judje, ki so ta holokaust, zbežali pred njim oziroma ga preživeli, so pobegnili iz Evrope. In velik del teh Judov pobegnil v Palestino. Kljub temu, da je ta deklaracija omejila migracije Judov. In to je povzročil dodatni in še večji konflikt med sionisti in Britanci, kot seveda Palestinci. In zopet so se vsi med sabo začeli zajebavati, drkati, pobijati in zopet je tekla kri. No in zgodi se konec druge svetovne vojne. In v leto 1947 in 1948 sta najbolj pomembni letnici v tem konfliktu. Leta 1947, po 30 letih okupacije, Britanci se le odločijo, ker so imeli že s prvo svetovno vojno, pa z drugo svetovno vojno, vsega tega masakriranja in pobijanja dovolj. In enostavno niso imeli več, dajmo reči, želodca in so rekli, veste kaj, mi odhajamo iz te svete dežele. In takrat so prosili Združenje narodov, da naj vso to kri in umazanijo, ki so jo Britanci pustili, počistijo Združeni narodi. In tako Združeni narodi prevzamejo kontrolo nad Palestino. Med britansko okupacijo so Judje narasli iz 10% na 30% populacije in lastili so si že slabih 6% zemlje. In kljub temu, da je sionistična milica imela več 10.000 vojakov, moderno orožje in ne vem kaj vse so imeli, so bili v manjšini, ker vseeno je bilo več Palestincev. Ampak kljub temu, da so Palestinci bili v večini, niso imeli niti svoje milice, vojske, še manj administracije. Leta 1947 so Združeni narodi predlagali, da se palestinsko ozemlje razdeli na judovsko in na arabsko državo. In tukaj bi judovska država dobila kar 55% zemlje. To seveda Palestincem kot Arabcem ni bilo pogodo. Britanci so takrat Palestino že dodobra zapustili in sionistična milica je dobro vedela, da je takrat brez Britancev najmočnejša vojska trenutno v Palestini. Ampak vseeno, kot sem povedal prej, bili so v manjšini. In tukaj se je začelo, hočeš nočeš slišati, etnično čiščenje. Začeli so Palestince terati iz svojih domov. Seveda tisti, ki ni želel iti, dajmo reči prostovoljno, so ga pač na brutalen način izselili in Bog ve kaj vse počeli. Po domače povedano, mogli so pač rečiti Palestince, ker jih je bilo preveč. Tu naprej je samo še večje sranje. In kot sem že omenil sranje, se leta 1948 zgodi brutalen masaker v vasi Dir Jasin. 250 ljudi je bilo umorjenih, ženske in otroke so slekli do golega, jih postavili v vrsto in jih pobili z avtomatskim orožjem. To pa ni bil edini masaker, ki se je zgodil leta 1948. In končno se zgodi ta 14. maj in Izrael postane neodvisna država.
Seveda to Arabcem ni bilo niti malo všeč in nastala je izraelsko-arabska vojna. Ampak Izraelci so bili dosti bolj pripravljeni, dosti bolj organizirani in opremljeni in so to vojno dobili. In vsakič, ko so Izraelci vojno dobili, je njihovo ozemlje samo raslo in raslo, dobili so več moči in še več kontrole nad Palestino. Že ko se je zgodil masaker v letu 1948, je pri Palestincih to vzbudilo ogromno strahu, začeli so se bati in logično zapuščati svoje domove v strahu, da ne bodo oni naslednji, ki jih bodo zaklali. In tako so se začele dogajati prve migracije Palestincev ven iz Palestine. Potem po izraelsko-arabski vojni, seveda logično so se zopet, oziroma je zopet ogromno Palestincev pobegnilo iz svoje svete dežele. In vsa ta mesta in domovi in hiše, ki so ostale prazne, so postale last takrat sveže države Izrael. In Izrael je seveda Jude naselil v vse te zapuščene domove, mesta in vasi. V tem času je Palestino zapustilo 700,000 Palestincev. 700,000. Za Izraelce je to dan neodvisnosti, nekaj, kjer se slavi, poje in pleše. Za Palestince je to el-Nakba, kar pomeni katastrofa. V tem času je Izrael imel že 78% svete dežele. In zopet pridejo v igro Združeni narodi in naslednje leto po izraelsko-arabski vojni oziroma po vseh teh migracijah pokličajo vse Palestince, ki so zbežali iz Palestine, nazaj. Seveda niso prišli nazaj in tako je Palestina postala izbrisana iz vseh zemljevidov. Preden pridemo na 6-dnevno vojno, je bilo še nekaj vojn vmes in po 6-dnevni vojni. In to je Jom Kipurska vojna, prva libanonska, druga libanonska, prva vojna v Gazi, druga vojna v Gazi, tretja vojna v Gazi in četrta vojna v Gazi, ki se je začela letos oktobra. Pa gremo zdaj v leto 1967, kjer se je zgodila najkrajša vojna na svetu. In to je Six-Day War oziroma 6-dnevna vojna, ki je dobila ime zaradi tega, ker je vojna trajala 6 dni. 6-dnevna vojna je nastala zato, ker je Egipt zahteval, naj se mirovne sile OZN na Sinaju umaknejo z izraelske meje. Kljub temu, da so Arabci na papirju bili v totalni premoči, so Izraelci to vojno dobili. Mislim, da niti 1000 izraelskih vojakov ni umrlo, medtem ko je arabskih dosti več. Zopet so bili bolje pripravljeni in organizirani in so premagali celoten bližnji vzhod. In ta vojna je bila zopet zelo pomembna za Izraelce, dobili so še več zemlje. Palestina se je takrat razdelila na Izrael, Zahodni breg in Gazo. Zaradi te vojne, ker so Izraelci v taki manjšini premagali Arabce, so dobili tudi naziv najboljša vojska na svetu, ker za tisti čas je to bil res fenomen, wow, koliko je bilo Arabcev, koliko je bilo Izraelcev in vi ste to vojno dobili. Zopet je tekla kri. Ta vojna ima res zelo dolgo brado. In verjetno si že kot otrok, sploh tisti, ki smo rojeni v 90-ih, slišali za Gazo. Spomnim se, da sem kot otrok, takrat še na tistih malih televizijah, debelih, težkih 300 kil, ko gledaš ves ta ogenj, rakete, tiste ljudi, otroke, porušena mesta in potem vidiš bombardiranje Gaze. Gaza je mesto, ki je malo večje od Ljubljane. In v tem mestu živi 2,3 milijone Palestincev. Gaza velja za največji odprti zapor na svetu oziroma za največje koncentracijsko taborišče na svetu. To je mravljišče. 2,3 milijona ljudi v malenkost večji Ljubljani. Te ljudje nimajo nobenih pravic, nimajo državljanstva, nimajo nič. Elektrike ni, vode ni, hrana primanjkuje, zdravstvo ga ni, primanjkuje zdravil, ne morejo nič. Ne morejo nikamor zbežati, ne morejo iz države, zato ker za piko na i ima nadvlado nad Gazo Hamas. Ampak kljub temu, da ima Hamas nadvlado nad Gazo, so kot na kopnem, kot v zraku, kot v morju, tukaj Izraelci, ki imajo vse to pod kontrolo. In te ljudje so ujeti v tem mestu, ne morejo nikamor, brez pravic, brez ničesar. Nočem vedeti, kaj vse te ljudje doživljajo v tem največjem taborišču na svetu. Hamas. To je pa zdaj. Kaj je Hamas? Hamas je
islamistično militantno gibanje. Moje mnenje je, da je Hamas črna plat Palestine in zaradi Hamasa je Palestina in tako kot islam na zelo, zelo slabem glasu. Vse to, kar so počeli sionisti in izraelska vojska, vse te grozote iz Palestincev, to danes počne Hamas. Hamas ne zanima noben sporazum, njih ne zanima nič. Oni želijo samo Palestino narediti neodvisno in na zemlji, kjer je Izrael, da bo zopet islam, oziroma za islamizacijo Palestine, tako kot naj bi včasih bila. Ravno zaradi Hamasa ima Palestina ogromno masla na glavi. Še ena zanimivost, Iran financira Hamas. Pa še nekaj bi rad razčistil, da mrtev izraelski otrok je enako kot mrtev palestinski otrok. Mediji zelo radi dajo fokus na ženske in otroke, ker so ranljivi in toliko bolj potem lahko razdelijo ljudi. Ampak kdorkoli umre od civilistov, otrok, ženska, tudi moški, pa tudi starejši ljudje. Ampak ljudje delajo razliko. Zakaj? Zato, ker Evropa v večini, evropska politika govorim, v večini ima nek prezir do muslimanov in jih sovraži. In zato potem, ko umre izraelski otrok, tako je, poglejte, kaj je Hamas naredil brutalno. Ko pa umre toliko več palestinskih otrokov, so pa tiho. Ravno zaradi tega. In že Evropa je tukaj zelo, zelo kriva, da sploh prihaja do te vojne. Ker itak to vojno financira Zahod. In seveda ZDA. Amerika je odvedno tukaj prisotna. Britanci in Američani so veliko krvi, bom rekel, razlili veliko krvi v tej vojni. No. Ampak jaz mislim, da ZDA zdaj ne bo mogel financirati ukrajinske in še te izraelsko-palestinske vojne. Tako da zdaj po moje bojo Ukrajinci najebali, ker bo ZDA sigurno pošiljal več denarja v Izrael. Verjamem pa, da je Hamas za marsikaterega Palestinca še edino upanje, da enkrat Palestina postane neodvisna. Pa dajmo biti iskreni, ko si ti okupiran, leta in leta, bombardiran in pobit in zaklan, mislim, da imaš vso pravico, da se proti okupatorju boriš. Tako kot ima Ukrajina, tako ima tudi Gaza. In vedno sem nekako bil na strani malih ljudi, malega naroda, ki se upa upreti velikemu okupatorju, kar pa ne pomeni, da podpiram Hamas. In Hamas pobija, hočeš nočeš, tudi svoje ljudi. Ampak kot sem povedal, jaz verjamem, da za marsikaterega Palestinca je Hamas nekaj dobrega, upanje za neodvisno državo. Pa dajmo tudi biti iskreni. Ti, ko živiš v Gazi, kjer nimaš ne za jesti, ne elektrike, mislim, da je več kot 50% prebivalcev nezaposlenih, ker ni služb, odvisni so od socialne, ni hrane, ni vode, ni elektrike, ni nič. Po mojem v zaporu boljše živijo ljudje. Ti boš zagral v tisto bazuko in boš pač ustrelil na tistega, ki ti je vse to vzel. Hamas je daleč od angelčka. Še ena zanimivost, da v Palestini sta dve vladi. Ena je Hamas, ki je leta 2005 ali 2006 nastala sama, oni so se sami razglasili za vlado, in palestinska oblast, kjer, bom rekel, je vodja gibanje Fatah. V gibanju Fatah je deloval tudi Arafat. In gibanje Fatah je hrbtenica palestinske politike. Gibanje Fatah oziroma palestinska oblast želi vse te konflikte rešiti na miren način, išče nek dialog, so bolj socializirani, so bolj za nenasilno komunikacijo kot nasilno. Medtem ko Hamas je totalno kontra temu, kar je palestinska oblast. In tudi med Hamasom in med palestinsko oblastjo oziroma gibanjem Fatah pride do konfliktov in pride tudi do krvi. Se pravi, tudi med sabo se pobijajo in zato tukaj ni videti konca, ker ne veš, kdo pije in kdo plača. Zahodni breg. Zahodni breg je zopet ozemlje, kjer večinoma živijo Palestinci. Hebron je eno mesto v Zahodnem bregu, pa če se ne motim tudi Jeruzalem. Sicer Jeruzalem trenutno še ni opredeljen, kamor spada, in to je ironija. Jeruzalem, ki velja za najbolj sveto mesto na svetu, a vse okoli njega se dogajajo največje grozote tega sveta. Zahodni breg je tudi zelo, bom rekel, v kurcu. Zahodni breg od Izraela loči 700-kilometrski zid, poln z bodečo žico, ograjami in s tistimi stolpi, kjer so gor izraelski vojaki in imajo vse pod kontrolo. To gre za 6 do 8 metrov visok zid. Zdaj namenoma je zgrajen tako visoko, zato da prepreči palestinskim snajperistom, da streljajo na avtomobile. Betonska gmota je stala okoli $1 milijardo. $1 milijardo. Za $1 milijardo ima
Jaz sem siguren, da bi komot vzpostavili mir med Palestino in Izraelom. $1 milijardo, 700 km, to je kot od Celja pa do Minhna. Mislim, da še dlje, od Celja do Minhna je 500 km. Predstavljaj si zid, ogaben betonski zid, ki loči Izrael od zahodnega brega. Zide so gradili v srednjem veku. Ja, tudi v današnjih časih se gradijo zidovi. In ljudje na drugi strani zida, se pravi na zahodnem bregu, so prav tako ne živijo v dobrem stanju. Te ljudje so maltretirani strani izraelskih oblasti, vojske na dnevni bazi. Recimo v mestu Hebron imajo nad svojimi ulicami mreže. Mreže imajo pa zato, ker izraelski vojaki iz teh stolpov mečejo kamenje, steklo, celo polivajo kislino, urin, drek, ni da ni. Ogromno Palestincev tudi dela v Izraelu in vsakič, ko grejo čez te checkpointe, jih namerno pustijo čakati tudi več ur. Non-stop jih ustavljajo na ulicah, zahtevajo od njih dokumente. Skratka, Palestinci so maltretirani na vsakem koraku strani Izraelcev. In to je daleč od neke svobode. Ne morejo zapustiti svoje države, ne morejo nikamor. Tam so in tam bodo umrli. Imaš ulico, v kateri živijo Izraelci kot Palestinci, pa ne samo v isti ulici, v isti zgradbi živijo Izraelec in Palestinc. In če se vojska odloči, da bo Palestinca fuknila na cesto, ker to stanovanje rabi ta trenutek za bazo oziroma za nek sestanek, bodo Palestinca fuknili ven. Lahko se odločijo Izraelci zapreti kompletno ulico in prepovejo Palestincu vhod v svoje stanovanje. In potem morajo iti skozi okna v oziroma iz stanovanja. Tako bizarne stvari se dogajajo. Ne v iste ulici, v istem stanovanju se že dogajajo brutalne razlike. In tukaj ne poteka samo fizična vojna, poteka tudi psihološka vojna. To vsak dan. Predstavljaj si, delaš, Palestinci v Izraelu delajo umazane službe, kanalizacije čistijo, komunalni delavci, skratka vse tisto, kar Izraelci ne bo delal. In ti po 10-12-urnem garanju greš domov in te še na checkpointu ustavijo za, 40 minut, 1 uro. Ti ne dovolijo, da se pač vrneš domov k svoji družini. Kdaj bo te vojne konec? Pa še sam Jeruzalem ne ve.